Preventiva spletnega nasilja. Kaj lahko naredimo starši? Pogovorimo se o tem, kaj je spletno nasilje in kako se razlikuje od nedolžne šale. Izhodišče za pogovor je lahko primer, ki ga zasledimo na spletu. Za spletno nasilje namreč gre, ko nekdo drugo osebo s pomočjo e-naprav žali, o njej širi govorice ali laži, brez dovoljenja objavlja njene posnetke, fotografije ali pa ji grozi. Poudarimo, da spletno nasilje nikoli ni pravi način za ravnanje v odnosih, ter da si nihče ne zasluži, da bi doživljal nasilje. Poudarimo, da je spletno nasilje, tako kot nasilje, ki se dogaja v živo, problem, ki ima različne posledice. Te lahko negativno vplivajo na telesno in duševno zdravje otrok in mladih, na njihovo delo v šoli, odnose z drugimi ter v splošnem na kakovost njihovega življenja. Pogovorimo se o tem, kaj lahko naredijo, če doživijo spletno nasilje ali pa opazijo, da se to dogaja nekomu drugemu. Najprej naj se ustavijo in se na spletu ne odzovejo s komentarji. Objav naj ne delijo in ne všečkajo. Na spletu naj prekinejo komunikacijo z osebo, ki povzroča nasilje. O nasilju naj povedo vsaj eni odrasli osebi, ki ji zaupajo. Z otroki se pogovorimo o tem, katerim osebam v šolskem ali domačem okolju bi lahko povedali in bi jim pomagale. Povejmo jim, da naj v primeru, ko jim odrasla oseba ne pomaga, poiščejo podporo pri drugi osebi. Z otroki lahko ta korak vadimo s pomočjo igre vlog. Neprimerne objave naj shranijo, naredijo posnetek zaslona oziroma screenshot, podajo prijavo upravljavcem strani in blokirajo osebo, ki jih je objavila. Otroci bodo tudi pri tem koraku potrebovali več pomoči, mladi pa ga lahko izvedejo samostojneje, potem ko skupaj preverimo, kako prijaviti in blokirati objave na aplikacijah in družbenih omrežjih, ki jih uporabljajo. Morda to že znajo in nam bodo sami pokazali, kaj storiti.